Kaj od tega lahko implementiramo doma? Kaj od doma lahko implementiramo tukaj? Ali pa zdaj pa tole delam, a ne, kar ne bi bilo laganje, a ne, ja pol ne vem, pol Žižek skozi laže, ali kaj skozi to dela. Če delaš 20 let neko stvar, je to pač del tebe, a ne, in tudi ko gledaš, pa aktivno ne opazuješ, boš nekaj videl. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove recepte in talente za uspeh. Z mano je danes ena zelo posebna posameznica, ki ima res zelo zanimiv poklic. Tako da lepo pozdravljena, Bernarda. Hvala za povabilo, ja, sem z veseljem tukaj. Preden greva v vprašanja, da te spravimo malo v zadrego, ne, se hecam, bi te jaz našim poslušalcem predstavil. In res, ker sem takrat prvič spoznal, ker sem imela pogovor na združenju Manager zajtrk zame in ker sem malo šel v drobovje, kaj počneš, je bilo tako, wow, res, kapo dol, noro. V glavnem, greva čez, se pravi, Bernarda Škrabar Damjanović, si CEO detektivske varnostne agencije, se pravi, imaš svoje podjetje, si predsednica strokovnega sveta Inštituta za varnost in strateške raziskave, si magistra in pa doktorantka varstoslovja, si predavateljica na fakulteti za varnostne vede, prav tako občasno predavaš o detektivskih dejavnosti tudi na filozofski fakulteti, certificirana mednarodna preiskovalka in detektivka zadnjih 19 let, si tudi članica izvršnega odbora Council of International Investigators, CII v ZDA, a je to CIA, CII? CII, ni CIA. Ja. Si častna dekanja detektivske šole v Bukarešti in vodja programa za globalno izmenjavo preiskovalcev in pionirk na področju detektivske dejavnosti. In pa si mednarodno priznana strokovnjakinja na področju gospodarske obveščevalne in preiskovalne dejavnosti. Tako da, wow. Pa še nadaljujem, še mal. Si ena izmed 15 detektivk v Sloveniji. Bila si tudi govorka na TEDxu, tako da veliko enih nazivov, veliko enih klobukov, res, wow. Ja, mislim, zdaj razumem, no, takole naštevaš sodelavce oziroma konkretno enega sodelavca imam v mislih, ki me vedno tako zafrkava. Kaj si spet umislila, kakšno funkcijo, kaj spet študiraš, na katera predavanja greš, a ti to rabiš, a rabiš en certifikat, ne, ker me zafrkava v pisarni, ne. In zadnjič je prinesel svoj certifikat oziroma potrdilo o tem, da je dobil neko priznanje v smučanju, v tekmovanju smučanja v osnovni šoli, pa bralno značko, tako da take stvari pol leptam v tistem delu pisarne, ki jaz sedim, ker prav to, vse te certifikate treba nekam dati. Hudo, se pravi, ni piramidni sistem, ampak moraš prinesti 2 certifikata. Tako, ja. Dejva se vtakniti, jaz zmeraj začnem z vprašanjem, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, a si že takrat bila taka, da so te stvari zanimale, si rada raziskovala, si bila razredni zagovornik, če bila kakšna krivica, si reševala primere? Ja, pa pravzaprav ne v srednji šoli, ampak že v osnovni šoli. Prvi, drugi razred, pa tudi že prej v mali šoli, no. Sem imela vzgojiteljico, ki me je imela zelo rada v osnovni šoli, prvi, drugi razred, sem tudi imela tovarišico takrat še, ki me je imela najrajši v celem razredu, pa imam še zdaj kontakte z njo, je že zelo gospa seveda v letih. In pa pol tudi seveda srednja šola sem bila, ja, radovedna, spraševala sem, tako ni me bilo strah vprašati in v srednji šoli in pol tudi na fakulteti, no, in tudi zaradi tega sem po mojem bila toliko hitreje in toliko bolj izpostavljena, ne, da bi zdaj jaz to hote, ampak pa če to bila stvar spleta okoliščin. Sem pa imela neko, kako naj rečem, manjše število ljudi, s katerim sem se družila, še zdaj, no, ampak običajno smo bili to nekako istega kova, tako da smo radi vprašali, radi smo dvignali roko, preverjali stvari in pa ja, tudi pomagali. Dej našim poslušalcem predstav, kako izgleda poklic detektivke. Vsi si malo predstavljamo, da je to tako kot v filmih, se pravi, si na terenu, pol prideš na nek crime scene, narediš red in pol rešiš tak nek primer. Kar je meni največji benefit tega poklica je, da je vsak dan drugačen.
Tako da človeku, ki me sprašuje, wow, kaj je ta poklic, meni je to ful zanimiv, pa rečem, a imaš ti rajš, da je vsak dan isti, pa da točno veš za naprej, recimo, ja, ker eni se ne znajdejo v tem, da se morajo hitro prilagajati. Ne? Eni jim je, da točno ve, kako se mu bo cel teden odvijal ali pa cel mesec. Tako da, če je človek takega tipa kova, ta poklic definitivno ni za njega. Ker jaz sicer imam vse v koledarju, ampak to ne pomeni, da se bo moj dan ali pa moj teden iztekel tako. Lahko, da se bo čisto popolnoma drugače. In to je meni vedno bila draž in vedno me je to veselilno. In kar pomeni, da se lahko v enem danem trenutku vse obrne okrog. No. Ampak načeloma se pravi neke planirane dejavnosti, ne si bo to sestanki, seveda s strankami, poslovnimi partnerji, sodelavci tudi, kjer se koordinira samo delo. Tako da je z tega sestavljeno naše delo in pa potem tudi iz preiskav na terenu, se pravi, so to opazovanja, nadzori, kontrole, alkotesti, testi na prepovedane droge, preiskave kakšnih škodnih dogodkov, recimo za zavarovalnice, to je pa tisto operativno delo, ampak tudi to ni tako kot v filmih, ker zdaj, če si predstavljamo zunaj mrzlo ali pa poleti, ko je zunaj plus 30 stopinj, moraš ti biti v avtu, se voziti ali pa celo v ugasnjenem avtu nekje dolge ure sedeti, je to vse drugo kot nek adrenalinski film, kjer smo mi doma na kavču, jemo kokice, nekaj ful zanimivega, v eni uri bo tisto zadevo tam rešila. Ne? Ja, ne, lahko to traja cel teden ali še dlje in tudi ni nujno, da boš prišel do rezultata, katerega pričakuje ali pa želi stranka. Ne? Lahko boš rekel, ne vem, smo prišli pa do drugačnih zaključkov na terenu, ampak se pravim, to so lahko dolge ure dela, duhomornega dela, tudi iskanja nekih informacij po spletu, zbiranja, primerjanja nekega dokaznega gradiva, potem na koncu pisanja poročila, to vse drugo kot adrenalinski film. Kje je pa tista meja danes, koliko iti globok, da ni pol več poseganja v neko zasebnost, oziroma koliko si ti v vašem poklicu lahko dovoliš glede, ne vem, snemanja, slikanja, takih stvari? Ja, tukaj je prva stvar zakonitost in sorazmernost tudi, se pravi, pri uporabi določenih upravičenj, ki jih imamo detektivi, ampak se pravi, zakonitost in to se pa presoja vsak primer posebej, ampak zagotovo to pomeni recimo pri nekem opazovanju, da se to lahko naredi iz javnega ali javno dostopnega mesta, ne sme pa to biti v nek prostor, kjer ima človek, ki se ga opazuje, upravičeno pričakovano zasebnost. Se pravi, ne si bo to v stanovanje noter, v hišo noter, na dvorišče, vkolikor je to ograja, ki bi jo človek mogel preplezati ali pa nekaj umakniti, da bi lahko to potem fotografiral. The best. Ja. Zmeraj me zanima, ko dobim izjemne posameznike in posameznice, ki imaš toliko veliko različnih klobukov, od tega, se pravi, da imaš podjetje, si lastnica, direktorica, da si v raznih funkcijah, predsednica strokovnega sveta Inštituta za varnost in strateške raziskave, potem si bila izvoljena v izvršni odbor Council of International Investigators in tako naprej, Bukarešta, univerza. Kako si ti urejaš oziroma razporejaš svoj urnik, svoj dan? Kako se organiziraš? Je kakšna skrivnost? Bi sodelavci spet rekli, God bless him, da je to, da sem kraljica koledarja, definitivno, jaz imam vse v koledarju. In se pravi, službene zadeve in privatne zadeve, ampak tako, kot sem rekla, to se lahko zelo hitro spremeni. Tako da to je pač moj sistem, ne samo dela, ampak tudi življenja, funkcioniranja. Je pa potrebno seveda, kako naj rečem, se vse truditi usklajevati poklicno, poslovno z privatnim, zato ker v preteklosti me je to pretirano delo, posel, kariera pripeljalo pač tudi do izgorelosti. Ker ni tistega ravnotežja, ampak delaš si v tej špuri noter, to te tako veseli, pač moj attitude je, da me to res izjemno veseli in okrog tega je zgrajeno celo moje življenje. Ni to sam posel, prijem, pač grem iz službe, zaklenem pisarno in je decita, ampak sem res stalno v tej špuri noter, stalno razmišljam o tem, stalno funkcioniram, ne pridem domov, si vzamem računalnik, razmišljam, kaj bi bilo še narediti na razvoju, ne samo podjetja, ampak tudi branže kot take. Kakšen članek bi še lahko napisal, ne vem, kaj v tujini, koga moram poklicati, koga moram kaj vprašati,
In je to res treba, vsej jaz tako sebe poznam, z leta v leto vedno boljše, da treba sam sebe naučiti krotiti s tem, ker če ne, to gre prek vseh meja. In tukaj se spet navežem na tega sodelavca, ki pravi, ok, ne rabiš tega. In da si tudi znam reči, a res rabim še iti na neko usposabljanje, nimam že tega dovolj, recimo, a res rabim še nek projekt, ne rabim ga, zato ker zdaj trenutno ne gre. Je pa težko meni kot osebi, ki sem radovedna, rada spoznam nove ljudi, nove kraje, nove stvari in če bi mi rekel, joj, Bernarda, veš, nek projekt, ne vem, leadership, pa to veš, ful dobro, bi nekaj zorganizirali, ne vem, dogodek v tujini ali tukaj, bi že začela razmišljati, ok, ne. Koga bomo povabili? Ja, ne, ja. Da mi povej, doskrat, ko gledamo to mejo, nek work-life balance, ki si ljudje reče, ok, zdaj se bom pa, ne vem, po 4, po 5, po 6 uri popoldne se pa res odklopam in ni več dela. Jaz sem ena izmed unih oseb, ki v to ne verjame, ker tudi, ko sem na dopustu, mi paše, da kakšno urco, 2 malo podelam. Tudi tako se mi zdi, tako, kot si rekla, če si strasten, si zelo vpet v delo in to ne smatraš samo kot delo. A ti imaš, bom rekla, neko jasno mejo, ta work-life balance, a se lahko odklopiš pri tvojem poklicu in si rečeš, ok, zdaj pa od 8 do 4 delam, ali je to čist drugačna? To je popolnoma nemogoče, ker so tudi klici popoldan, recimo, ima problem, na pamet zdaj govorim v proizvodnji, ali pa pač karikiram v proizvodnji, za nekoga se sumi, da je pod vplivom prepovedanih drog. Bo klical ob 2 zjutraj, pa bo treba nekoga poslati, da bo šel ta test upraviti. Tako da že z tega vidika ni mogoče, ampak ok, zato imamo uvedena dežurstva v podjetju, ampak tudi jaz kot človek pač ne bi mogla tako funkcionirati, ker jaz se nekaj spomnim, recimo, ko se peljem domov ali pa doma, ali pa zvečer, ali pa že gremo v poslo, pa se spomnim, pa grem nekaj napisati, ali si zabeležati, ali pogledati, tako da je to za mene osebno no way. Ampak je odvisno, kakšna oseba si. Če ti je nek cilj druge kot posel pa kariera, kar jaz čisto popolnoma razumem, boš odklopil ob 4 in that's it, in se ne boš sploh ukvarjal s tem, kaj te bo drug dan čakalo, ampak to ni my way of life. Pa tudi, če sem na dopustu, oziroma ko sem na dopustu, vedno nekaj delam vmes, pa razmišljam in imam aktivni dopust, tudi če mogoče malo vmes ležim nekje na plaži, kar je tudi ok. To sem te že na zajtrku zame vprašal in sicer, ko si na dopustu z družino, a tudi opaziš tako ljudi okoli sebe, tle pa nekaj čudnega se dogaja, pa pol rečeš svojemu partnerju, tam pa mi nekaj ni čisto cool, ali pa ne vem, tako je. Ali se odklopiš, pa rečeš ta detektivski klobuk dan dol, uživam. Se odklopam, ampak če delaš 20 let neko stvar, je to pač del tebe. In tudi, ko gledaš, pa aktivno ne opazuješ, boš nekaj videl. A razumeš? Tako da, tudi vidim, v trgovini je nekdo nekaj ukradel in bom pač šla pa za njemu, ampak ni pa zdaj, da bi aktivno gledala, kaj dogaja. Ne, samo to je res, se pravi, neka žilca do tega posla je definitivno prirojena, ker to so me že tudi ljudje spraševali, sigurno, pač moraš imeti neko afiniteto, nekaj v tebi mora biti, pa če pravijo, ok, 6 ali ne vem kateri čut, ok, v redu, ali pa intuicija, ful dobro mi dela in skozi ta posel si jo tudi ful ukrepiš, ampak še vsem so pa na koncu dokazi tisti, ki govorijo, pa tisti, ki jih moš pridobiti, da bi jaz rekla, meni se pa tle nekdo zdi sumljiv, ok, zagotovo je to definitivno te to ne sme biti vodilo, ampak je pa added value pa definitivno, Se pravi, ti si neke vrste človeški detektor zaleži. Lahko že osebo takoj vidiš po kretnjah, mimiki, kako mu je, da bi lahko rekla, tle nekaj ni ok, če se s kakšnim pogovarjaš, recimo, kaj ga preiskuješ ali kakorkoli. Ne smete to zavesti. Aha, ok. Ne smete to zavesti, je pa definitivno nek, se pravi, tako kot sem rekla, neka močna točka preiskovalca, da ima to izostreno ta čut, ampak dokazi morajo biti tisti, na podlagi katerih lahko potem določene zaključke izpelješ. Je pa tako, prepoznava laži je ful triki zadeva. In tukaj je potrebno bazirati na konkretni, kako ne rečem, na konkretnih znanstveno dokazanih temeljih. Ne kot recimo body language, to je ful, pač, kako ne rečem, popularizirano. In zdaj, če bi rekel, se pa zdaj tle zapiram, zagotovo lažem, ne vem, mogoče mi sam
se počutim neprijetno, ker si razmišljam, kako mi ta majica stoji. Ja. Ali pa zdaj pa tole delam, kar ne bi bilo laganje, ja, pol ne vem, pol Žižek skozi laže, ali kaj, ko skozi to dela, pa je cla. Mislim, take stvari, tako da tukaj je treba se znanstveno preverjenih zadev držati, recimo, kot je recimo na podlagi česa bi pa lahko, ne vem, ožanje zenic, ampak tega se pa s prostim očesom ne da in to so take mikrospremembe, da jih ne moreš s prostim očesom zaznati. Ena nadaljevanka je bila včasih ful dobra, ker so točno to analizirali. Dajva se malo dotaknem, če sicer verjetno za tvoj poklic rabiš verjetno specifične kompetence. Ko si ti postavila ekipo, pa podjetje na noge, ki so zdaj zelo prepoznani mednarodni, kakšne lastnosti si iskala v svoji ekipi? Izkušnje so že dobre, sicer tudi jemljemo nove, pač v ta poklic, ki jih učimo, potem rastejo z nami, ampak seveda grejo na teren na tiste lažje primere najprej, Drugače pa izkušnje, pač v ekipi imamo pretekle pač kriminaliste, obveščevalce in kaj mi je pomembno oziroma kaj zdaj vidim kot kvaliteto svoje ekipe je multidisciplinarnost. Ena je detektivska dejavnost, širše gledano pa Inštitut za varnost in strateške raziskave, vse stvari, ki jih delamo tudi mednarodno, razne programske rešitve, umetna inteligenca, mislim, če res želiš obvladovati oziroma strankam dati, kako ne rečem, podporo, celostno podporo v primerih, pač mora biti ekipa multidisciplinarna. Se pravi, ja, operativci na delu, po drugi strani tudi ljudje, ki se znajo zakopati v dokumentacijo, ljudje, ki znajo nekaj sprogramirati, ki znajo na darknetu nekaj najti, in tako naprej, in to je added value. Dajva se malo še dotakniti in sicer ti imaš verjetno pretežno, kako si že omenila, podjetja kot stranke ali fizične osebe. V večini podjetja, ja. Kaj pa je recimo glavne storitve, ki jih ti ponujaš, če nam povzameš? V največji meri kontrola, nadzor bolniške odsotnosti, preverjanje pri goljufijah, pri izplačilu potnih stroškov, alkotesti, testi na prepovedane droge, iskanje oseb za primere recimo vročanja, iskanje oseb za sodišča, za vročanje, potem preiskave škodnih dogodkov za zavarovalnice recimo, preiskovanje notranjih tatvin v podjetju, iznašanje informacij in pa, kar je zelo pomemben segment, tudi preverjanje bodi si obstoječih ali pa potencialnih poslovnih partnerjev. Podjetje želi skleniti pogodbo z nekom iz, Tunizije recimo, ali pa katerekoli države se lahko zamisliš na svetu, pač kontaktirajo nas, da to preverimo, ker se dokumentacija izkazuje nekaj, ali pa tisti maili, po katerih se nekaj pošilja, ali pa na terenu ugotoviš, da je nekaj čez drugega. Bodi si to, bodi si pa neko, nakup nepremičnin, nekega premoženja v tujini, tudi v Sloveniji, tako da te stvari, ali pa preverjanje kadra, zdaj dosti zaposlujemo tudi tujcev, ker je pomanjkanje delovne sile tudi tukaj, da se naredijo kompletni background checki, to je definitivno priporočljivo za podjetja. In pa seveda druge rešitve, kot je penetracijsko testiranje sistemov, svetovanje na tem področju, pa tako, kot sem že omenila, razne programske rešitve. Super. Dajva se malo še dotakniti avtentičnih informacij. In sicer danes je poplava informacij. Težko ločiš, kaj je prav, kaj ni, in verjetno v tvojem poslu, ko te podjetje najame, kako prideš do avtentičnih informacij? Mislim, vsako informacijo treba parkrat potrditi z različnih zornih kotov, da lahko rečeš, da je ta informacija avtentična in preverjena. Bodi si pa čisto odvisno od primera. Se to potrjuje torej na terenu, je to po spletu treba nekaj preveriti, se to potem oparja z nekimi informacijami iz kakšnih javnih registrov. Tako da odvisno od primera do primera. Pa definitivno štampilka na koncu z naše strani se da po tisto zadevo, kjer je resnično preverjena in drži. Je pa tako, pred leti, če primerjam 20 let nazaj, kjer smo imeli mobilni telefon samo zato, da smo klicali, danes pa praktično že čez vozilo lahko naredim vse en toliko stvari, če že ne vse preko telefona kot prek računalnika, in pa glede na poplavo informacij, ki so javno dostopne vsakomur praktično, je to res področje, ki je v trendu, ki je v porastu in tudi tukaj ne samo, da imamo na razpolago tako količino informacij, ampak tudi ne pridipravi to
seveda izkoriščajo in nas bombardirajo z različnih strani. Ja. To sem hotel vprašati, si prej lepo omenila, ne, da tudi za podjetja delate preiskovanje, če delajo kakšne investicije v tujinah ali pa nepremičnine. Še zmeraj se mi zdi fascinantno, ko kar nekaj zgodb slišiš, tudi jaz sem bil del kakšnih teh družb, kjer so kakšni investirali v tujino, pa so potem v bistvu bili v ozadju neke prevare, pa skemi, pa tako naprej. A ni fascinantno, no, da še zmeraj imaš podjetja ali pa tudi posameznike, ki imajo više kapitala in ga potem plasirajo v tujino in naredijo dobrega due diligence. Imaš kakšen nasvet za tako? Ker meni to včasih ni jasno. Mislim, imam nasvet, pokličite nas, jaz o tem govorim res on and on, ampak se mi zdi, da ni, kako ne rečem, ozaveščenosti, dokler se osebi oziroma takim osebam nekaj ne zgodi. Ja, pol pa bojo, ko jih boli. Prej te pa gleda, pa zakaj bi pa jaz to rabil. Pa bo pa, ne vem, investiral nekam 700,000 evrov ali pa milijon, tak primer smo imeli pretekli mesec, in se je ugotovilo, da je čisti skema. Pa šlo, mislim, to je enormen znesek, to kakšno podjetje seveda lahko propade zaradi tega, ampak mislim, pol, ko jih boli, potem jim je jasno, da bi pa bilo dobro kaj prej narediti, ampak takrat je že prepozno. In nobena pač preventiva ni nikoli tako draga, kot kurativa potem, ko moraš stvari sanirati, ali pa ker denarja ni, pa ga nikoli ne bojo dobili nazaj v tem primeru. Deva se dotaknem še mal začetka tvoje zgodbe. In čisto na začetku, ko si v bistvu postala detektivka, ko si prišla prvič v sobo, kjer so detektivi, so vsi mislili, da si študentka. Ja. Kako zgleda prvič, ko si bila že tako mlada, pa tako nadarjena, pa si zelo hitro rasla, pa hkrati, kako je biti ženska v takem poklicu, ki verjetno še zmeraj pretežno moški? Ja, mislim, jaz se nisem kaj obremenjevala preveč okrog tega, ker se tako, ko sva se prej dotaknila, sem bila tako radovedna, ni me bilo strah vprašati, že na fakulteti, pa čez, ko sem zaključovala fakulteto, sem že imela nek ta, kako ne rečem, krog predavateljev, s katerimi se še danes družim, ne vem, smo šli zdaj po novem letu na kosilo, pa kramljali, pa tako naprej in imam res dober support na fakulteti, res se počutim doma, ampak že tako sem z nekim tem zaledjem prišla tukaj in sem rekla, ok, se kaj pa, mislim, vsem so me gledali čudno in sprašvali, kaj tam delam, ja, seveda študentka, jaz sem rekla, ne res, jaz imam že licenco, in ja, ampak tudi to, se pravi, z vstopom v to branžo, oziroma, ko sem se pripravljala na izpit, sem sestavila skripto, ki je kasneje postal priročnik, in takrat tudi me je že takratni sekretar prepoznal kot da lahko nekaj tej branži pripomorem in sem na tak način že vstopila v to branžo in to se potem še širilo. Zdaj, kar se tiče globalno gledano, mislim, da nas je v tej branži 20%, se pravi, še vedno pretežno moška branža, dočim mislim, da pa v Sloveniji nas je malo več kot 15 že zdaj, po mojih informacijah se nekje bližamo celo odstotku 40, kar me zelo veseli. The best, super. Daj mi razloži še za Council of International Investigators. 400 članov, zelo elitna in tukaj si ti v 9-članskem izvršnem odboru. Kaj delate, kaj to pomeni? Sliši se, wow, sploh tako mehna številka, verjetno si tudi pomagate. No, tako je, če govorimo o prebojnih dogodkih, je za mene zagotovo bil eden izmed teh velikih prebojnih dogodkov to, da sem bila izvoljena v Avstraliji in to je bilo 2 leti nazaj zdaj v ta Board of Directors, kjer nas je 9, pa edina ženska sem. Se pravi, vodimo preko 400 članov globalno na celem svetu. In kaj delamo? Ja, upravljamo z organizacijo, organiziramo torej razne dogodke širom sveta, zdaj trenutno soorganiziram s kolegom v Beogradu eno regionalno konferenco, potem v septembru organiziramo konferenco oziroma konec avgusta pravzaprav konferenco v Chicagu, vmes so konference tudi drugod čez Atlantik, in skrbimo za strokovnost, razvoj, izdajanje raznih biltnov, organizacijo predavanj, usposabljanj, ampak globalno gledano. Tako da tukaj pač mi je bil res en izjemen korak naprej. Že to prepoznanje, da te ljudje vidijo kot tako kompetentnega, da lahko stojiš ob boku drugim detektivom iz raznih
kako ne rečem, bolj poznanih držav, ne. Ker redko, ko prideš iz Slovenije v tujino, pa rečeš iz Slovenije, sem vsakemu skoraj sem mogla razlagati, kaj to pomeni, ne, da smo sosednja država v te in da ne, nismo Slovaška in tako naprej. In rabiš dlje časa, da se uveljaviš, kakor če bi bil nekje iz UK ali pa ne vem, iz Amerike, ne. Tako da mi je to veliko priznanje, no, da sem dobila dovolj glasov. Daj malo še povej, da bojo naši poslušalci vedeli v bistvu to intenziteto. Ti v to elito 400 članov ne moreš priti, če imaš kakršnokoli kazen oziroma preteklost. To v bistvu naredite kar težek due diligence, ne, za vsakega člana. Ja, tako je. Tudi ta board, v katerem sem, ne, zdaj še toliko bolj podrobno vidim, kak je res postopek, a ne, se pravi, kak je postopek kandidature, vem, ker sem se pač torej pred zdaj, mislim, da 15 let odčlanjevala v to organizacijo in je potrebno en kup dokumentacije spomniti. Potrebno je dati razne referenčne, eminentne osebe, ki garantirajo za tebe in te osebe tudi pač preiskovalci pač iz borda izprašajo. Jih pokličejo, se naredijo razgovori, preveri se dokumentacija, skratka celoten background. In po tem backgroundu v bistvu board razpravlja o članu in se board odloči, ali je dost kompetentna oseba, da bo lahko v tem združenju, torej v Council of International Investigators. A ne. In zdaj sama vidim, da če je kandidat nekdo, ki je sicer dal ta background check normalno skozi, ne, ampak je bilo nekaj, recimo konkreten primer, ni povedal, da je pa, ne vem, 10 let nazaj imel prepoved približevanja, ker sta imela neke dispute z preteklo partnerko in se to tekom preverb ugotovilo, je kolega ugotovil, a naj mi glasujemo in rečemo, mislim, da to ni oseba, ki bi bila primerna za to združenje in ga odklonimo. Se pravi, naša prosta presoja, da to presojamo. In delamo na kvaliteti, ne delamo na kvantiteti in zato mi je to združenje tako pomembno. Se pravi, smo preverjeni, smo certificirani in zaupanja vredni, res na najvišjem možnem nivoju. Super, pa s tem v bistvu ti tudi Slovenijo postavljaš na globalni zemljevid, ki si v izvršnem odboru, tako da hvala. Zagotovo, ja, ker vsakič, ko grem tudi na kak dogodek v tujini, nesem seboj vodiče v Sloveniji, tudi tukaj sem organizirala že 2 mitinga, tako da ja, zagotovo sem promotor države tudi v tem kontekstu. The best. Daj mi povej, Američani dostikrat pravijo temu aha moment. Kaj je bil tvoj ta aha trenutek v karieri, ki si rekla, to je to. To hočem delati, v tem uživam in to bo moje življenje, moja kariera. Je bil kakšen projekt, je bilo kaj takega? Mislim, po moje že v tem poslu že od samega začetka, ok, sem rekla, to je to, ne. Je pa tako, ne, ko pravijo, da ne bi nekje na 7 let menjeval kariero, je tako, da se pravi, svet se hitro spreminja. In v skladu s tem tudi naša dejavnost se tako hitro spreminja, da tako kot je bilo leta 2006, ko sem začela s tem poslom, je zdaj ful drugače, a ne. In res rasteš in te tudi sam poklic sili v to, da se stalno usposabljaš, da stalno moreš iti v korak s trendom, da ti loviš pač vse te dogodke, vse te spremembe, a ne. In tukaj se nikoli nisem niti spraševala, mogoče pa to, ne vem, ne bilo zame ali pa bi kaj drugega, tako da imam skozi ta aha moment, bi rekla, no, ne bi mogla karkoli izpostaviti, lahko pa bi, oziroma definitivno bi ravno to tujino, a ne. Se pravi, ko delaš tukaj, recimo se ti ponudijo oziroma gledaš navzven, kaj še narediti, kam iti dalje, tukaj si dosegel nek plafon, gledaš ven, kaj se dogaja. In ko prideš v taka združenja, tukaj je bil aha moment, ok, drugi delajo to, kaj od tega lahko implementiramo doma? Kaj od doma lahko implementiramo tukaj? A ne, ker tudi grem, recimo, zdaj sem bila pretekli mesec, sem vodila izmenjavo v Pragi in smo se tam pogovarjali, ok, kolega, mi delamo v Sloveniji tudi tako, kaj lahko implementiramo tukaj, a ne, in se dali tudi ene stvari pač dogovoriti in dati nasvete in nastavke, da bo lahko oni delali naprej, a ne. Tako, no. Če recimo pogledava zdaj tvoj poklic, detektivka oziroma detektiv, koliko pomembno je za neko mlado osebo, ki bi šla v ta poklic, potem tudi ta aspekt tujine? Ker ti si bila v bistvu že zelo hiter, si upela v tujino, hiter si šla raziskovati, povezvala, odkrivala, usposabljala in tako naprej. Ja, v tujino sem bila leto ali 2 celo v branži, no, ko smo
Detektivsko zbornico Republike Slovenije včlanjevali v Mednarodno zvezo združenj detektivov, ne. Se pravi, kjer se pa ne kot posameznik včlaniš, ampak kjer se zbornice pa združenja včlanjujejo, a ne. Tako da to sem že takrat naredila, no, s takratnim predsednikom so ta postopek uspešno izpeljala, kandidirala in smo se potem tudi včlanili, a ne. Za mlado osebo pa ja, za moje pojme je to potrebno narediti čim prej, seveda, če imaš take afinitete kot oseba, mogoče te to veseli, a ne, če te, to svetujem, da človek naredi čim prej. Če bi jaz to, bi še prej, se pravi, ne sam z zbornico v tujino, ampak bi tudi kot individuum, kot posameznik bi še prej začela raziskovati stvari v tujini. Morda že prek fakultete prej, pač se takrat nisem odločila oziroma sem imela druge stvari v življenju, no, ampak zagotovo tujino, ker tujina ti da tisto širino. Ne mi še povej, veliko tako, ker imam tudi, če gledam, eden izmed tvojih klobukov je tudi, da si direktorica, se pravi podjetnica, menedžerka. Koliko si ti oziroma ste vi lahko inovativni v vašem poklicu? Ker ponovadi, ker imamo kakšno IT podjetje, razlagajo, ok, zdaj bomo to upeljevali. Kako je pa pri vas, koliko ste lahko inovativni? Mislim, pri svojem operativnem delu, tako kot smo se prej dotaknili, oziroma kar sem izpostavila, seveda zakonitost se moraš delati v skladu z zakonodajo, zakonom, predpisi, a ne, stati za tem. Jaz pa inovativnost skozi vidim, ker inovativnost je del mene, je tako prižeta z mano, se pravi, ta inovativnost pa ta pogled vnaprej oziroma neko vizionarstvo, ko sam veš, da je to in da boš tja šel. In to je sestavni del mene, moje biti, a ne, in jaz vedno gledam, tako kot sem že prej rekla, a ne, kako implementirati določene stvari nekam, ne. Bodi si v podjetje kot vodenje, a ne, tudi tema današnjega, oziroma tema podcasta je taka pravzaprav, a ne, leadership, a ne. Tako da ja, jaz vidim to kot sestavni del in tudi inovativnost kot taka, že samo, ko sem vstopila v ta poklic, ne, in sem gledala tam gospode 40 plus, a ne, in sem razmišljala, ok, jaz sem tretja ženska, najmlajša sem, ne, bila sem nekaj čez 20, najmlajša sem, ok, oni delajo to tako, kako lahko naredim jaz drugače. Verjamem, da se da in ravno s tem, ko greš ti drugo pot, a ne, je težko. Težko je, ker izstopaš, pa večini to ni všeč, a ne. Težko je, ker piha tam, pa si sam, a ne, ker plezaš nekje gor, ampak je osvobojujoče, meni je to super. In še to, da greš neko svojo pot, pa da pustiš neko svojo sled. In to je meni odlično in ja, lahko si inovativen. The best. Če greva še spet v smeri, ker si vodja, ker vodiš svoje podjetje, postavljaš, kot ste že prej rekla, ne samo Slovenijo, ampak tudi regijo na globalni zemljevid, ker si zelo inovativna. Koliko se pa lahko v vašem poklicu dopušča nekih napak? Ker zdaj, če gledamo neko klasično industrijo, osebe naredijo napako, naredimo napako, ok, absolutno ni ok, da se ponavlja, ampak še zmer. Pri tvojem poklicu verjetno je pa to mogoče malo drugače. Ja, definitivno. Vse se belež, mora biti by the book. Ja, vse mora biti by the book, a ne, ker tudi stvari, se pravi, naša poročila potem grejo lahko naprej v razne pač disciplinske postopke, tudi razne, recimo, če je kakšen kazenski pregon ali karkoli, torej naprej na sodišče, ti moraš pričati, moraš stati za tem, a ne, tako da tukaj mora biti res ta možnost kakršnih koli napak zminimalizirana na nulo, če se da. Tako da tukaj vse, kar gre ven iz podjetja, se poštampla, podpiše, v bistvu pregledam jaz. Ja. Da mi pa povej, kako ti kot vodja, kakšen je tvoj pristop za nek konstruktiven feedback? A imaš ti tudi rada sandwich metodo, da pohvališ pa porečeš, ampak to ni ok, ampak se pa si vrhunski? Ali si bolj direktno, bolj verjameš v to? Z leti sem spoznala, da zelo težko delam z ljudmi, ki mi niso vse malo podobni, pa ki niso delavni, a ne, in tudi nekako, se pravi, s fluktuacijo, ki vedno je nekje v podjetjih, ne, Vse mora biti, tudi v našem, to a je ne. zdravo. Je bil usip takih ljudi, ne, in ko so prišli, pa so mislili, ne vem, smo imeli primere, pa težko delati pred 9 uro. Ja, ne vem, če je treba tudi ob 4 iti nekoga preveriti za recimo goljufijo pri potnih stroških, pa če se ne moramo odločiti, pač to je stvar primera po primera, a ne, pa je težko po 5 uri popoldne, ne vem, tako kot sem prej rekla, ob 2 zjutraj v proizvodno iti. Mislim, pol to ni poklic zate, ne, dej, a ni dobro, da pol kaj drugega iščeš, a ne. Tako da to mi je bilo zelo težko in težko delam, a ne, oziroma je to moj manko,
ga tudi poznam, a ne. Drugače pa se trudim overall, mislim, imam res, zdaj moram reči, da ekipa res zelo dobro funkcionira. Imam pa metodo, torej, da se tedensko poroča o stvarih, recimo, ki so bile izziv, in da se tedensko poroča o tem, kaj bi pa ti, recimo, kot preiskovalec ali pa nekdo drug član ekipe, kaj bi ti priporočal oziroma imaš kakšen predlog za izboljšave, a ne. To načeloma preko maila in pa seveda tudi redni sestanki. Tako da komunikacija je tista bistvena, ki pa mora biti odprta. Se pravi, iskreno odprta, tukaj pa sem jaz, kako bi rekli, mi pravijo, da mi manjka diplomacija, kar tudi včasih je okej, ne, ker jaz ne morem držati stvari v sebi dolgo časa in jih povem, težko jih pa z nekim filtrom povem, kar tudi ni moja močna točka. Dobro, včasih je bolj biti brez filtra, pa je to. Deva se dotaknem, če to me je zmeraj zanimalo, in sicer danes imava poplavo socialnih medijev. Ogromno nekih stvari, ki jih ljudje objavljajo, sploh ta generacija Z, ki je trenutno ena največjih generacij. A bi dala lahko kakšen nasvet vsem mladim podjetnikom, mladim staršem, starejšim staršem, kakorkoli, kaj narediti, ker se pravi ta generacija Z, otroci enostavno nima več, ima vse so objav in vemo, da enkrat, ko je objavljen, je potem. Ja, sigurno. Mogli bi se, po mojem mnenju, več pogovarjati z njim. Oziroma več bi, na vsakem nivoju nekako bi mogli komunicirati že od vrtca dalje, po moje. Kaj to pomeni, ko ti nekaj daš tam ven v širni svet, ne? Da to tudi, če daš deliti, ne bo zbrisano, ne? Bo nekje, ne? Bo in jaz bi mogoče na konkretnih primerih, ne, kaj se zgodi, ko ti dajo background checke za, ne vem, nekih 10 oseb, kjer kandidirajo za delovno mesto, recimo vzgojitelja v vrtcu. Pa ugotoviš, da pa ta oseba pred 3 ali pa 5 leti objavljala neke rasistične fotografije, zadeve, ne vem, in jo potem v službo niso vzeli zaradi tega, ne. Kakšne take stvari, ampak tukaj je potrebno po moje permanentno osveščanje otrok, ker s takim načinom bi jih mogli podpreti. A ne, ker se, če mu daš telefon, pa ne nekih navodil, pa ne neke opolnomočenosti, pol bojo pač brskali, pa gledali, pa objavljali vse, kar je možno, ker je to cool, pa ker bo všečke dobili, ker bo pol oni cool, a ne. Ampak ne pomeni milijon všečkov, da si ti cool, pomeni samo, da pač jim je bilo ljudem zanimivo, kaj so gledali, ne. Tako da to je res kompleksna zadeva, no. Koliko je pa danes v tvojem delu že ta cyber kriminal prisoten, oziroma koliko primerov imate, ko je treba pa posegati v tej smeri, se pravi nek cyber security pa tako? Ja, ravno včeraj je sodelavec odtaknil, no, ker je našel na spletu neke odtekle informacije iz 2 pravzaprav subjektov slovenske kritične infrastrukture, pa ne bom namenoma poimenovala, ne. Je vse javno dostopno, ne, tako da ja, to je vsekakor stvar, ki je ne samo v trendu, ampak mislim, da bo bistvena v prihodnjih letih. In zato ja, imamo v kolektivu ljudi, ki so strokovnjaki na tem področju. Ker če želiš biti strokovnjak na tem področju, po mojem se moraš že v plenicah ukvarjati z računalniki in z tem, se pravi, z spletnim okoljem, a ne. Je pa to, ja, tudi support, tako če gledam preiskovalno delo, je tudi support tega praktično vsakodneven, a ne. Se pravi, spet primeroma, če povem, a ne, da bojo tudi gledalci lažje razumeli, ne vem, predsednik uprave, član uprave nas kontaktira, ker ali bodisi je bil nek sum, da so neke informacije odtekle, ali konkretno o njem, ali konkretno od njega, ali neke poslovne skrivnosti, ali o podjetju, ali o organizaciji, ali pa ker ga samo zanima, ali pa so mogoče kakšna gesla dostopna javno ali pa na darknetu od njega in se tako pol tudi lažje zaščiti, a ne. Aha, ok. Primer, ja. Super. Daj mi še povej, se pravi, tvoj dan poteka tako, da v bistvu preiskuješ ljudi in vidiš ogromen negativnih lastnosti človeštva na nek način. Kako se potem ti odklopiš, a imaš kakšen mehanizem za ta stres management, za to, kako si reči, tlej se ljudje smo še zmeraj po naravi dobri, ampak hkrati si pa ti v poklicu, kjer primarno niso, no. Ja.
Ravno na tak način, ne. To zavedanje pa poznavanje psihologije, da vemo, da pretežno oziroma v svoji osnovi smo ljudje dobronamerni, a ne. In da takih je tudi večina ljudi, a ne. In da s temi ljudmi, ki se pa ukvarjamo, torej ki jih preiskujemo, da je to samo neka skupina, nek del populacije, nek del prebivalstva, če tako rečemo, a ne. In ravno to ozaveščanje, pa seveda drugo pa, kar je bilo oziroma kakor me kariera in ta življenjska pot pripeljala do tega, da sem znala narediti korak nazaj in reči, ok, to je službeno, to je poslovno, pač preiskujem to, ampak to je ta film, ki ga gledamo in v tem filmu preiskujem to in ne pustiti, da se te to dotakne, a ne. So se me pa kakšne stvari definitivno dotaknile, ne, sploh kakšne družinske zadeve, kjer se recimo zbirala dokazno gradivo za skrbništvo otroka, ne, in že te prepiri med staršema in ko to vidiš, kaj vse se veli preko otroka in bog ne daj, da je bil še starš neprimeren, recimo pa otroka v času stika vozil po gostilnah, pa se ga tam nalil, pa se pijan vozil okrog, konkretne primere vam govorim, a ne. Ja, take stvari pa težko, da se te ne dotaknejo, a ne, tudi če si ne vem kako prekaljen pa zverziran. Detektivska šola v Bukarešti. Leta 2023 si kot najmlajša častna dekanja in prva ženska vodila to izjemno šolo. Kaj se učijo detektivi in detektivke na taki šoli? No, to je bil spet en tak prebojni dogodek. Zakaj? Zato, ker mi to pomeni priznanje, a ne. Saj tukaj, ok, so me na fakulteti dali na častni zid pa podali priznanje karierno uspešna diplomantka, to mi recimo tudi blazno veliko pomeni, ne. Ampak v tujino, ko prideš, je pa seveda tukaj težje, a ne, ker Slovenija nas je, 2 milijona pa še nekaj, a ne, tujina je pa pač cel globus, ne, in tam uspeti v branži, ki je globalna, a ne, je dosti težje, a ne, in neko tako priznanje dobiti veliko pomeni, pa tudi vidno je med kolegi v tujini in to je res neka taka stopnička naprej. Ja, kaj se učimo? Vsako leto kaj novega, a ne, vsako leto tudi tam predavam, tudi kakšne svoje kolege peljem tam, tako da zdaj predvsem poudarek na umetni inteligenci, recimo to bo letos, potem na preiskavi, recimo fake news in teh zadev, tako da predvsem na tem, pa tudi še kakšne torej klasične operativne preiskave. Hudo, the best. Deva se vtakniti, če glede to, da sva na podcastu Beyond Leadership, kako bi rekla, da se je tvoj stil vodenja spremenil, ko si začenjala svojo kariero, do zdaj, ko imaš večjo ekipo, mogoče malo drugače gledaš na stvari? Mislim, spremenilo se je seveda, 20 let je seveda veliko, ne, in tudi začela sem sama oziroma v sodelovanju s starejšimi kolegi, kar je tudi v naši branži zelo pomembno in to mladim vedno svetujem, če se odločate oziroma če se vidite v tem poklicu, pejte v to. Ne preveliko razmišljati, ker jaz, ko sem začutila, da je to, jaz nisem nikoli nekaj veliko razmišljala, kako bi levo ali bi desno, pač greš, a ne. Skočiš v bazen in upaš, da je to, ne, da boš splaval tam, tako da pač, ampak če si drzen, potem imaš opcijo, da ti uspe, ne, ker če nisi drzen, pa ne narediš koraka, pol ne boš nikamor verjetno prišel, ampak boš stal na mestu, a ne. Se je spremenilo definitivno in zdaj trenutno, kakor se je meni izkazalo po izkušnjah, da je dosti lažje mi obvladovati kolektiv oziroma voditi, če so stvari tudi horizontalno, ne samo vertikalno razporejene, a ne. Se pravi, ne samo vertikalno, da vse pod menoj, ampak ok, eno je, da imamo tudi inštitut, a ne, na inštitutu je mlajši kolega, zelo dober, zelo sposoben, ki je direktor, a ne, tako da tukaj smo v bistvu na horizontali. In je dosti lažje in stvari dosti boljše funkcionirajo. Super. Deva se dotakniti še malo osebnega življenja in sicer, kakšne hobije imaš, kaj počneš v prostem času? Trenutno, mislim, slikam že nekaj časa, tako da to mi je en tak zelo dober, zelo fajn in zelo ljub hobi in mi je odmik, zato ker res, ko vzamem čopič in paleto v roke, se odklopim in sem sam tam. In sem jaz in je slika in ni nič drugega in je mir. Hudo, ne. Ker moram reči, da to je tudi ena moja močna točka, ne, je odvisno seveda, kak karakterno je človek, ampak moja močna točka je, da se lahko zelo hitro odklopim v glavi. Nimam recimo neke
nekih misli ali pa ki bi blodo ali pa ki bi ful bil nadležen, ne? Ker kakšni, vem, ko se pogovarjam z posamezniki, pa rečejo, jaz ne moram utišati svoje glave, ne? Se usedem na kavč, to stalno premlevam stvari, ne? Jaz pa to lahko v momentu izklopim in tukaj, to je res moja močna točka in tukaj pri hobiju, no, se pravim, se usedem na stol, vzamem čopič, vzamem paleto in je slika in sem jaz in ustvarjam in tudi tukaj sem lahko kreativna. Ampak na drugačen način. Takrat, ko ne slikaš in imaš tudi malo prostega časa in prižgeš televizijo, se vem, da zdaj še rekla, ne gledam televizije, a je kakšna najljubša serija, kakšna detektivska ziher? Trudim se, da ne gledam novic. Seveda ošvrknem kakšne te varnostne portale, dogodke, to spremljam, ampak se trudim, da se me stvari osebno ne dotaknejo ali pa da ni spet skrbi, kaj bo s tem svetom, ne? Ker imamo kar nekaj kriznih žarišč po svetu in je to zaskrbljujoče, tako da se trudim ne pasti v ta afekt, ne, prižgem televizijo, gledam ponavadi dokumentarce, ali o krajih, kamor bi rada šla, ali o krajih, kamor grem recimo tekoče leto, tako da največkrat so to seveda kakšne potopisne stvari, potovanja, kakšni dokumentarci, to bi se mi zdaj spet kolegi oziroma se mi bojo kolegi v pisarni smejali, ID Discovery, ne, ker je serial killer profiliranje, ne, zakaj me to zanima, ne, da argumentiram, da ne bo čudno izpadlo, da gledam serijske morice, ampak zanima me to iz psihološkega vidika, ne, da vidim, kako je človek odraščal, kakšne starše je imel, torej je to pripeljalo do tega in tega, tako da take stvari največkrat prižgem in gledam, se pa trudim tega čim manj in tem več berem, ker mislim, da je to zelo pomembno za osebo. Deva se vtaknem, če si zdaj omenila serijo, pa te v bistvu serijski morilci, pa to. Ti si v sklopu svoje doktorske dizertacije opravila raziskavo glede uporabe kognitivnega intervjuja pri preiskovalcih. Daj nam razložiš preč, kaj to pomeni, ker se sliši ful fascinantno. Ja, to je že kar kompleksen naslov, ne, in se vedno trudim, kako to na enostaven način razložiti, se težko da, tudi jaz načeloma nisem, kako bi rekla, znana po tem, da znam enostavno stvari razložiti, ne, ampak sem potrudila, se pravi, moja dodana vrednost z doktorsko dizertacijo je ta, da bi s tem pripomogla, torej samim preiskovalcem, bodi so to zasebni preiskovalci, torej detektivi ali pa kriminalisti, ne, policisti, kako njim pomagati, da oni, ko upravljajo razgovore, bodi si z osumljenci, žrtvami, pričami, kako njim pomagati s temi tehnikami, da bo rekel, tukaj bi se lahko pa izboljšal. Ali pa, tukaj sem pa naredil neko napako, pa bom drugič drugače tekom razgovora, ker bom na tak način lahko pridobil več koristnih informacij za sam primer. To je zdaj zelo simplificirano povedano. Se pravi, kako dobiti več od neke priče s pomočjo nekega intervjuja. Sprav, to je neka metoda. Zato, ker ključno pač pri delu detektivov in tudi seveda kriminalistov, policistov so informacije. Informacije dobivamo bodi si iz javno dostopnih virov, spleta, bodi si z opazovanjem in pa seveda z razgovori. Najljubša knjiga? Jo imam s seboj, knjiga Poti, tole me sicer otrok malo po hčera se mečkano odločila, da bo nekaj mi napisala, ne razumem sicer, nekaj je napisala, knjiga Poti. Duhovna, globoka knjiga, če želiš, lahko nekaj preberem. Lahko, če je kakšen ta... Naključno bom odprla, nič ne bom golfala. Takole. Evo, če hočeš nekaj obvladati, moraš zavestno dopustiti, da se razvije. Če hočeš nekaj omehčati, moraš zavestno dopustiti, da utrdi. Če hočeš nekaj odstraniti, moraš zavestno dopustiti, da se razcveti. Če hočeš nekaj vzeti zase, moraš to zavestno dati na voljo vsem. Nauk o tem se imenuje modrost nejasnosti. Nežnost prekusi moč, nejasnost prekusi očitnost, riba ne more zapustiti globoke vode in orožje dežele naj se ne razkazuje. In to je zelo, mislim, to so zelo stari reki, po principu se pravi povezanosti z vsem, ker imam zelo afinitete že skozi do duhovnosti pa do ezoterike, čeprav se to mogoče malo spopularizirano sliši, pa ni,
Ampak kar sem se z leti, tudi s poslom, pa z življenjem, pa raznimi preizkušnjami takimi in drugačnimi naučila, da se da biti močen hrast, ne, pa si ful fajsti, pa vztrajen, pa trmast, pa rineš, ne, ampak boš včasih več naredil, če boš ali vrba ali pa neka breza, pa se boš v vetru premikal, ne, pa boš tako prišel skozi, recimo. To je mene življenje izučilo zdaj v teh letih. Da je nežnost včasih pomembna. Moje zdaj še posebej v teh časih. Bomo dali definitivno povezavo na knjigo. Ne povej še, če odpreva tvoj telefon, katere so najbolj uporabljene oziroma najljubše aplikacije? Zagotovo glede na to, da se dosti prevozim v avtu, YouTube, ker poslušam glasbo. In tako kot zadnjič, ko sem se peljala na zajtrk za med, tudi danes sem si natro poslušala New York in zraven si prepevam, tako da to je edini prostor, ki si lahko na glas prepevam, ker druge ne upam, ne. Zelo rada pojem drugače, ampak ni to za javnost. Tako da to, potem pa razne aplikacije, torej, ki so potrebne za službo, navigacija, razne security platforme in tako. To, če bi odprla zdajle telefon, ja. Daj mi povej še najljubša hrana. Zelo različna. Dočim moram priznati nekaj, da ugotavljam, da smo tako razvajeni, ne, ker časih, če gledam, ko sem bila otrok, pa se te nekaj zaluštali, pa je bilo, mami, a mi lahko to skuhaš, zdaj si pa tako, a bi mehiško, a bi kitajsko, a bi kaj bi, ne, tako da nisem nekako, sem zelo odprta do tega, no, zelo odprta, zelo prilagodljiva, rada poskušam nove stvari. Ja, tako da ne bi nečesa rekla, da je to, evo. Kitajsko imam pa rada, recimo. No. Prav, en dan suši, en dan kitajski, en dan mehiški. Kaj ti zapaše? Ja. Super, prišla sva še do najpomembnejšega vprašanja in sicer jaz razmeri prosim moje izjemne goste, posameznice, če lahko ponudijo našim poslušalcem, kjer imamo študente, uspešne podjetnike, tudi člane uprav, ki nas poslušajo, kakšen zaključni nauk oziroma nauke ali pa nasvete. Enega ali več. Ja, jaz se namenoma nisem pripravljala ekstra za današnji pogovor, ker rada se prepustim with the flow, ne? Ker itak ti prinese, ti tok potem prinese tisto, kar moraš povedati, reči. In mi tako pride naprej, ne. Ljudje imamo z namenom ena usta pa dvoje ušes. Zakaj? Ne? Zato, da dvakrat toliko poslušamo, kot govorimo. A ne pa, če povežem s kontekstom svojega poklica, pa če povežem z menedžerji, študenti, mladimi ljudmi, ki so na začetku poklicne poti, skratka poslušalci, a ne. Da dajte stvari dobro premisliti, preden ukrepate, a ne, ali pa preden greste v neki, da je dobro stvari preveriti, predno investirate, ali se povežete z nekom, ali sklenete neko pogodbo, v tem smislu, vedno boljša preventiva, pa tudi vedno cenejša preventiva kot kurativa. Ko nekaj že narobe naredimo, pa ugotovimo, da ni bilo okej. The best. Dragi poslušalci, še enkrat, z nami je bila izjemna Bernarda Škrabar-Damjanović, ki je izvršna direktorica Detektivske varnostne agencije, predsednica strokovnega sveta Inštituta za varnost in strateške raziskave, predavateljica, certificirana mednarodna preiskovalka, TEDx govorka, potem je tudi v izvršnem odboru Council of International Investigators in še veliko nekih klobukov nazivov, tako da Bernarda, še enkrat najlepša hvala. Hvala, me je veselilo. Spremljate nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. No, pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.